Pozdravljeni. Na veliki nagradi Avstralije Ferrari ne bo vložil protesta proti Mercedesu, ne glede na to, kaj se bo odločila FIA. Vsaj tako govori Frederik Vasseur. Ko sem najprej prebral izjavo Frederika Vasseurja, ki je bila omenjena 14. februarja na spletnem portalu Planet F1, sem menil, da jo bodo mnogi mediji povzeli. Frederik Vasseur je dobesedno dejal, da v nobenem primeru pri skuderiji Ferrari ne bodo vložili protesta proti Mercedesu na veliki nagradi Avstralije. Torej, ali FIA spremeni pravila ali ne, pri Ferrariju bodo lepo tiho. Frederik Vasseur je dejal, da si želi samo razlage razjasniti. Dejal je, da pravila lahko vsakdo bere tudi malce drugače, in če je nekdo naredil napako, se more s tem sprijazniti. Ampak mi bi lepo razumeli marsikaj. Prvič, da se je Ferrari dobesedno predal. Njihovo edino orožje v celotni aferi je bil pravzaprav protest že na prvi dirki za veliko nagrado v letošnji sezoni. Drugače, kako bi lahko prisilili FIO v spremembo pravil? In če ne pride do spremembe pravil, je pogonski sklop Mercedesa legalen. Meritve se opravljajo pri temperaturi okolice in pika. Tako piše, o tem smo že dolgo in široko razgledali. A tu se lahko začnemo spraševati, zakaj takšen obrat pri Ferrariju. Morda pri Red Bull Powertrainsu niso prestopili v tisto skupino, ki zahteva spremembe, ali pa pri Ferrariju nimajo nobenega dokaznega gradiva, da bi lahko protest podprli. Namreč protest ni v smislu, glej ga onega, je prehiter, zagotovo slepari, temveč je zadeva bistveno bolj kompleksna, namreč potrebno je dati nek dokazni material. In seveda razumeti moramo, da pri kompresijskemu razmerju gre za primerjanje volumnov, kjer smo lahko slišali v raznih virih, da nameravajo celo vgraditi senzorje, kjer ne vemo, kaj bi merili. Naprimer, kompresija ali tlak v zgorevalni komori je čisto nekaj drugega, še posebej, če imamo prisiljeno polni motor. Po drugi strani bi lahko dejali, da razne kamere in podobno tudi ne bi dosegle svojega namena, ampak pustimo sedaj to pri strani. Ta obrat pri Ferrariju, vsaj po moji interpretaciji, lahko pomeni le nekaj. Da bodo pravila ostala nespremenjena, in če smo nekako iskreni, 1. marca je datum za homologacijo pogonskih sklopov. Mislim, da je neresno spreminjati pravila, kakršnakoli tik pred zdajci. Namreč vse ekipe morajo imeti priložnost, da se temu prilagodijo. In tudi sam Frederik Vasseur je dejal nekaj zanimivega. Namreč ne želi si s prstom kazati na krivca, temveč hoče predvsem pojasnila. Namreč zaveda se dejstva, da lahko marsikdo interpretira pravila drugače in da lahko pride tudi do napačnih interpretacij.
In po mojem, že s tem je priznal, da so lahko pri Mercedesu pravilno interpretirali neko zanko v pravilniku in jo izkoristili. Ampak to je bistvo Formule 1. Dobiti pot, ki da nekomu prednost. Drugače bi bili vsi enaki in ne bi gledali Formule 1, temveč naprimer Formulo 2. A da se vrnimo k poglavitni temi. Kaj mene dobesedno skrbi? Mnogi navdušenci so bili dobesedno zasuti z raznimi poročanji, kjer smo lahko prebirali prej teorije zarote kot dejstva. In praktično s tem, ko Frederika Vassarja ni nihče citiral, ni nihče povzel, so se mnogi strokovnjaki morda tudi izognili temu, da pravzaprav ne bo nobenih sprememb. Nihče od teh, imenujemo jih poznavalcev, ne bo priznal svoje zmote. In bojim se, da mnogi so podpihovali to afero kompresijsko razmerje samo zato, da so dvigovali svojo popularnost in seveda množili klike. Ampak s tem so marsikaterega navdušenca namerno vodili v zmoto, ga prepričali v nekaj, kar konec koncev morda niti ni res. Vprašajte se, kaj ste lahko prebirali v zadnjih tednih. Od tega, da je že vse domenjeno, da je treba le še formalno nekako vzpostaviti nek red in da bo Mercedes kaznovan in seveda podobne zadeve. A verjetno se ne bo zgodilo tisto, kar so nam mnogi obljubljali. Predvsem zaradi tega, ker namesto, da bi sledili nekim argumentiranim virom, so bili prepričani, da tisto, kar nekatere tete govorijo ali pa kažejo, je bolj zanimivo od resnice. Resnica je res lahko dolgočasna, ampak na koncu zmeraj prevlada. In zavedam se nekega dejstva, da sem sam pogostokrat Frederika Vassarja označil kot lažnivega kljubca. Ampak vseeno njegova izjava, ki je bila v članku dobesedno navedena, bi morala dobiti pot do vas. Če je vsak rezultat nekega sestanka prišel na družbena omrežja, še preden se je sestanek malo da ne končal, bi moralo tudi to. A verjamem, marsikatera teorija bi se posula. Tako kot skorajda nihče ni dal teže tistemu sestanku, ki smo mu bili priča 22. januarja, kjer je v zaključku bilo izrecno povedano, da kratko ali srednjeročno FIA ne misli spremenjati pravil. In seveda na to se je začelo. Sedaj je seveda na vas, ali boste verjeli tistemu, kar je dejal Frederik Vassar ali ne. Skupaj bomo videli, ali se je tudi tokrat privoščil malo, recimo temu, pesniške svobode, ali pa bodo pravila ostala taka, kot so. In iz te, imenujemo jo afere, enostavno ne bo nič. Časa dobesedno zmanjkuje. Po mojem skromnem mnenju ga je že zdavnaj zmanjkalo, ampak pustimo odprto možnost. V vsakem primeru bi se lahko marsikdo zamislil, kakšne novice lahko prebiramo in kaj naj vse pravijo tisti, ki se imajo za najhitrejše, najstarejše, najboljše, in sploh. A toliko za danes, toliko o novici, ki bi si zaslužila več odmeva, a dvomim, da jo je kdo izmed vas sploh zasledil. Hvala za vašo pozornost in nasvidenje. Thank you.